Lahko se pa skregamo že pri prvem vprašanju, v bistvu. Tenzija med gradbeniki in arhitekti. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti splošeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V tokratni oddaji bomo govorili, kako se BIM-a lotevajo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Spregovorili pa bomo seveda tudi nekaj o bližajočem se BIM Boxu 2017. Z vami sva Robert in Matevž. Zdravo, Robi. Zdravo, Matevž. No, veseli me, da kot najnega gosta danes lahko pozdravim Lovrenca Košenina z Fakultete za arhitekturo. Pozdravljen, Lovrenc. Lep pozdrav. No, Lovrenc, za začetek povej nekaj malega o sebi. V bistvu, kaj sploh počneš na arhitekturi? Veliko stvari v bistvu. Mislim, če sem že na tej oddaji, bi pa začel, da sem srednjo šolo gradbeno naredil, pa se pa preselil na arhitekturo. Načeloma še vedno študiram oziroma pišem diplomo, ampak sem pa tehnični sodelavec primarno pri digitalnih metodah in predstavitvah v prvem letniku, pa predstavitvenih tehnikah, tudi potonovno drugače, pa en kup enih raznoraznih različnih projektov. Sodelujem pri tem v Creativity Seminar Ettlinger, kjer se ukvarjamo z mečkem bolj, kako bi rekel, kreativnimi projekti, kot so recimo arhitekturne videoigrice, Star Wars epizoda 7 ali pa Teleport Station v Ljubljani smo tudi že načrtovali. Take stvari, da se bolj razgibajo možgani, mogoče z nekimi nekonvencionalnimi temami, ampak se pa zelo konvencionalnimi stvarmi ukvarjamo, se pravi, vedno moramo narisati neke načrte potem in tako naprej. Drugače pa trenutno pa organiziram tole delavnico, BIM Box, že drugo leto zapovrstjo na naši fakulteti, ki pa je mišljeno, da arhitekte malo bolj seznanim z BIM tehnologijami in pa tudi z interdisciplinarnim sodelovanjem. Tako da to bi bilo to. Lepo, v bistvu super, tudi jaz sem srednjo gradbeno šolo delal. Pol jasno nisem naredil sprejemcev na arhitekturi in pristal na gradbeno fakso, tako da razumem tvojo pot. Imam pa kolegov, ki pa jasno je naredil sprejemne, ampak omenil si to interdisciplinarnost, pa moram kar na začetku reči, sicer je Robi tole predlagal, ampak ta pregovorna tenzija med gradbeniki in arhitekti. Povej, kako je s tem, kako arhitekti tole vidite? Jaz bi v bistvu začel s tem, da zame so več ali manj vse stvari bolj relativne in je odvisno, kako gledamo na stvar. In se mi zdi malo škoda, v bistvu, da se gradbeniki in arhitekti ne razumemo, ker načeloma, oziroma vsaj pregovorno, ker načeloma se zelo dopolnjujemo. V bistvu vsak je del nekega gradbenega projekta, in vsak opravlja neko svoje delo. In če zelo poenostavim, bi lahko rekel, da ponavadi arhitekti se nam ne da obadati z raznimi izračuni in vsem tem, gradbenikom pa z nekim dizajnom, z neko estetiko in nekimi takimi stvarmi. Tako da se mi zdi, da namesto, da gledamo en drugega po stran, da se lahko lažje združimo in rečemo, ti si strokovnjak za te stvari, te stvari porihtaj. In je pol sam projekt veliko boljši, ker je oba aspekta nek profesionalc naredi. In tudi se ne bi mogoče osredotočil tukaj samo na gradbenike in arhitekte, ampak stavbe tudi veliko drugih strokovnjakov potrebujejo, kot so kakšni ekologi, krajinarski arhitekti, strojniki in pa tako naprej. In smo v bistvu vsak nek del, en košček te sestavljanke velike, ki pa sestavlja dober projekt.
Lahko jaz te tule že kar na začetku ustavim. Jaz sem sicer res tole vprašanje noter napisal, ampak zato, ker moje vprašanje je bilo bolj to, a se res ne razumemo? Ker dejansko od nekdaj velja ta fama, odkar sem jaz prišel na faks, velja ta fama, da se gradbeniki pa arhitekti ne razumejo, ampak jaz osebno tega, ne vem, v praksi nisem neki čutil. Mislim, ne razumemo v tem smislu, da včasih ne razumemo en druga, kaj govori, ne pa tem, da bi se kregali med sabo. Kaj bi to menil o tem? Ja, ne vem, v bistvu zdaj, ko si izpostavil, se mi zdi, da mogoče res na fakulteti več tega slišal, kot pa v praksi. No. Se strinjam, ne? V bistvu skratka, to vprašanje je bilo bolj nekako provokativno v smislu, pa malo za hec postavljeno. Mislim, da se vsi razumemo, da jasno stavba ne more stati, če samo en, oziroma lahko je, ne? Ampak ne vem, če bi ravno služile na dolgi rok svojemu namenu, če bi jo sam gradbeniki naredili ali pa sam arhitekti. Ne? No, v bistvu jaz sem to vprašanje postavil točno zaradi tega, ker sem hotel enkrat javno povedati, da jaz ne vem, v bistvu, kdo se ne razume med sabo. Kako jaz to razumem, bolj v tem smislu, da se ne razumemo. Arhitekti nas ne razumejo, da mi res rabimo stebre pa stene, arhitekti pa nas ne razumejo, da streha ne more stati v zraku. Bolj v tem smislu, ne pa tudi, da se ne bi razumel, pa po strani gledali, pa kregali, pa ne vem, kaj vse. Ne vem, jaz to bolj, vedno sem to tenzijo tak razumel. No, moramo biti pa tukaj pošteni, ne? V bistvu včasih malo zavijamo z očmi, še posebej, recimo pride kakšni arhitekti z idejo, da bojo gradbene projekte vodili, ne? Ali pa da bojo gradbišča ali pa cele projekte takšne večje vodili, malo poškilimo z očmi, ne? Če smo čisto pošteni. To je res, ampak to je politika, to nima veze. No, seveda, ne. Ja, od nekaj pride, ne. Tako da včasih, če smo čisto pošteni, najbrž lahko tudi se ne strinjamo, ne. Ampak načeloma pa verjamem, da ni tako, da se pa ne bi hoteli med sabo pogovarjati ali pa kaj podobnega, ne. Ja, drugače pa Lorenz, kot so zdaj izvedeli, je v bistvu se infiltriral iz gradbenikov v arhitekte. Tako da ima več informacij, drugače pa še dobro, da imate med sabo enega gimnazijca. Da stvari malo dejansko postavi na svoje mesto, ker mi tle dejansko, mislim, ne vemo najbolj, ne. Res sem bil jaz tudi na vaši fakulteti, tam nisem dolgo zdržal, tudi to prvo nisem sprejemcev naredil, tako da... To je tudi informacija. Se pravi, Matevž, Lorenz je pa še obratno pot kot ti. Čak, kako? Aha, Lorenz, čeprav razumem, si kaj, na gradbenem faksu si bil prvoletnik, pa si šel pa nazaj na arhitekturo, ali kaj? Tako, ja. Tako, no, takšnih tudi nekaj poznam, ne? Tako. Sam zdaj ne vem, kaj to pove o kateri od fakultet. Ne, jaz mislim, da pove samo to, da je Lorenz grešil že srednjo šolo, ne? Moral je lepo na gimnazijo, ne? Malo bi se moral več učiti, najbrž v osnovni šoli, zato da ploh na Bežigrad prišel, pa bi bilo, ne? Malo hecel, ne? No, ampak dajmo mi tole zaključiti, skratka, gremo komot na pijačo ven, ne? Ni problema s tem. No, mogoče, če bi jaz sam še dodal, da se mi zdi, da je mogoče sam stvar v tem, kako profesori predstavljajo zadevo na fakulteti. Na eni in na drugi mogoče malo hecu rečejo kakšno zadevo, študenti so pa še mladi in naivni in hitro zagrabijo, ne? In se zadeva perpetuira. Se mi zdi, da bi mogoče bolj mogli spodbuditi neko sodelovanje in dober odnos na samih fakultetah že na začetku, tako da pa, ko pridejo do prakse, da je to neka normalno stanje. No, mislim, da je tudi najbrž to skoraj en izmed takšnih stranskih produktov tega, da pač tega beamboxa, o katerem bomo malo kasneje kakšno stvar povedali. Ampak mogoče, če gremo po vrstu vse, pa se vrnemo na recimo majčkeno bolj resne teme. Kako je zdaj s tem BIM-om na arhitekturi? Večkrat smo že omenjali, da pač so arhitekti tisti, ki
z nekim tem procesom, recimo vsaj izdelava teh načrtov, začnejo in so recimo mogoče bolj pripravljeni uporabljati recimo tako imenovane BIM programe. Kako je pa potem na fakulteti sami? Ja, na naši trenutno bolj obupno, no, kar se BIM-a tiče. Je zelo na vzponu tehnologija, če tako rečem. Se večinoma še vedno bolj nekega AutoCAD-a oziroma nekih drugih orodij držimo, ne? Kar je pa tudi neko bolj filozofsko vprašanje, no? Ker BIM je še vedno, mi imamo predvsem težave s tem, ker je BIM nek skupek nekih knjižnic, ne? In zelo hitro ljudje pol zapadejo v samo neko jemanje stvari iz kataloga, brez da bi točno sami razumeli, v kakšnem kontekstu je ta stvar bila narejena in za kakšne namene najbolj služi, ne? Tako da zelo radi v bistvu tudi sami izumljamo neke stvari, kar včasih privede do izumljanja tople vode, ne? Ker ni potrebe, ampak se je pa večinoma velikih arhitekturnih premikov se je zgodilo v nekih manjših stavbah, ne, ker so v bistvu bila čisto iz nule narejene, recimo kakšna Vila Savoja, ne. Tudi recimo, če bi takrat Corbusier samo BIM uporabljal, pa ne bi najdel teh elementov v knjižnici, pač ne bi mogel tega narediti, ne. Je pa tudi res, da v nekem sodobnem gradbenem procesu brez BIM-a zelo težko greš naprej, neke stolpnice pač preprosto ne moreš v AutoCAD-u narisati, ne? Ni možno, tako da smo zdaj klele nekje, da v bistvu poskušamo razložiti BIM na nek kreativen način, no? Ampak jaz mislim, da tukaj problem je v bistvu temeljno razumevanje BIM-a, saj BIM niso samo knjižnice, ki so naprej pripravljene, pa knjižnice lahko tudi sami ustvarjate. Ja, ta del mi je jasen, samo to pravim, da v bistvu poskušamo nekako iz tega štartati, ne? Ker zelo hitro pa ljudje pol zapadajo v samo jemanje iz knjižnic. Veš, če je tam že narejena, ne? Zakaj bi pol na novo šel risati? Jaz mogoče zagovarjam recimo način, da si sam delaš knjižnice in jih pol tudi za vsak projekt moraš korigirati, ne? Tako da, ko pa klele začnemo, je pa v bistvu načeloma vseeno, ti začneš v AutoCAD-u risati ali nekaj skicirati, ne? Da si pač samo ustvariš neko, da ti veš, kaj delaš, pol pa si daš v katalog in za naslednji projekt samo še vzameš. Ali pa recimo pripraviš parametrične knjižnice in si veliko bolj fleksibilen, kar dejansko tudi vi počnete, si ne izumite mizo z 3 nogami, ampak ima verjetno 4 ali več, ne? Ja, spet, mislim, ni nobenega problema, če ima 3 noge, ne? Veš, pač, No, 2 pa zagotov nima, no. Kako? 2 pa zagotov nima. Ja, če ima dobro peto, zakaj pa ne, lahko tudi eno samo. No, pa smo spet pri semantiki med gradbeniki in arhitekti. Hetance. Ne, se razumem, ampak res nisem nikoli pogledal z tega vidika in v bistvu malo razumem počasno upeljavo BIM-a v vaš študijski proces, ampak vseeno se mi pa zdi, da če gre cel svet v to, se bo tudi slovenska arhitektura verjetno morala prilagoditi. Ja, sej zato pa BIM-boxa, ne? Zato pa vse to, mislim, sej upeljavamo počasa, ne? Tam je pa tudi recimo problem, da na naši fakulteti nimamo niti predmetov takih, ki bi se ukvarjali z neko določeno tehnologijo, ne? Ampak je vse bolj splošno, ne? Recimo pri digitalnih metodah in predstavitvah, ko imamo v prvem letniku, imamo en semester časa, da študente naučimo vse programe praktično, od Photoshopa, Illustratorja, InDesigna, Maxa do vsega, ne? In pol za sam BIM dejansko 1 ura ostane, ne? Tako da... No, zdaj si po mojem na žul nama stopil, ne? V bistvu, ker je večno vprašanje in smo se že večkrat pogovarjali s tem učenjem teh programov, pa jaz popolnoma razumem, da so pač razni tele Photoshopi, Illustratorji in tako naprej pač standard za grafične oblikovalce in je to, kar Adobe ponuja praktično, tako kot, ne vem, Microsoft Office, ne? Vsi imajo. Vsi praktično morajo znati, če hočejo v nekem
takšnem poklicu dizajnerskem delati. Pa je v bistvu spet jasno vprašanje, ali je to smiselno, da se to na fakulteti uči, oziroma pač najbrž je bolj tako, da se to seznani, saj kot si ti rekel, da če imaš en semester časa, da ne vem, koliko imate ur na teden, ampak ne, da se ne da podrobno nek Photoshop naučiti, ampak se bolj nekako gre skozi neke osnove, principe in podobno najbrž tudi pri vseh ostalih programih. Ja, pač pokažem, zakaj je pri programu, kako se ga uporablja, kakšen je nek workflow, kako noter paše, ampak da bi pa govoril, klikam tlele, klikam tam, nared to, pa pač ni časa. Ja, mene pa bolj zanima to, glede na to, da tudi sam praviš, da imate en semester pa omejeno število ur, pa en kup stvari, ko bi radi študente naučili. A ti opažaš na arhitekturi pri študentih, da imajo kaj te lastne motivacije, da se potem še doma kaj lotevajo teh programov, ali vse omejen sam izključno na delu na faksu? Je zelo zanimiven čas, sta me dobila, zdaj sem glih ankete gledal za lansko leto, in v bistvu kar najslabši rezultat je ta predmet dobil v bistvu pri literaturi, kar se meni zdi zelo smešno v bistvu, ker pač literatura tukaj je praktično YouTube, mislim, brez veze se mi zdi dati neko knjigo z AutoCAD-a ali pa Photoshopa na seznam literature, pa učite se, ker je itak ta knjiga že zastarela, ni važno, kdaj je šla, Je pa tudi res, da v bistvu imajo tedenske naloge in morajo v vsako to nalogo prilepiti noter link do nekega tutoriala. Se pravi, se vzpodbuja to, da sami iščejo. Jaz jim pač pokažem neke key phrase, neke besede strokovne, ki jih morajo vedeti, da lahko googlajo zadevo, ampak pol je pa čisto popolnoma na njih, da sami najdejo naprej. No, in koliko je kaj uspeha pri tem? Mislim, to sprašujem zato, ker jaz tudi učim, oziroma imam vaje pri par predmetih, ki so podobni tem, kar ti učiš, in imam občutek, da je zelo malo te samoiniciative in je potem vedno več pripomb na to, da nismo tega programa obdelali, pa druga programa obdelali, ampak dejansko ne moreš vsega obdelati. Zato me zanima, kako je to na arhitekturi. Čisto. Se mi zdi, da je to problem kulture, ker ljudje so navajeni Google in Facebooka, da jim računalnik preprosto servira vse in tudi nekih takojšnjih rezultatov, ampak jaz pa zelo zagovarjam, da je to pač študija, da se moraš usesti dol pa študirati. In pri drugih predmetih jim pač rečejo, tamle je knjižnica, pejte se učiti, jaz jim pa rečem, tole je internet, pejte učiti pač. Ja. Mislim... Ja, sej razumem, ker jaz imam vedno težave s tem, kako dati literaturo iz AutoCAD-a, ker sta samo dva pristopa. En je, da daš neke primere, kar ni pravilen pristop, ker potem vsi samo v tistih primerih delajo. Drugo je pa pač, da rečeš, znajdete se, tega druga pa študenti ne marajo, ker pač imajo občutek potem, da nimajo kontrole nad tem, kaj bi se ne naučili, kar je za mene pa čisto napačen pristop. Pri BIM-u, pri upeljavi BIM-a je pa še druga težava, da recimo, če se odločiš, da boš učil en program oziroma eno programsko opremo, se potem vedno najde kdo, ki reče, da bi pa kaj drugo počel. In jaz vedno rečem, ni problema, pač dej meni vse, čemerkoli, ampak pač ampak nimamo pa nič predavanj iz tega. Kako ne, potem pa tretjega bi pa nekaj tretjega učil, Tako da ne vem, jaz pač držim tega, da poskušam povedati čim več o principih, pa čim manj o dejanski uporabi programske opreme, da ne bi kdo zapadel res v tisto tehnično determiniranost, v kateri učimo že, ne vem, desetletja. Kak je pa tvoj pristop? Mislim, ne mene narobe razumeti, ker sem rekel pač Photoshop, Illustrator pa to, to samo krajšavo uporabim, ker so neki splošni izrazi, da vemo, o čem govorimo, Drugače pa jim jaz tudi predstavljam neke open source variante oziroma razmišljam, da bi letos samo to. Spravi GIMP,
GIMP, pa Krita, recimo Inkscape, pa pol Scribit na mest InDesigna. Ampak, kaj sem hotel reči, ja. Se mi zdi, no, da glih zato smo mi tudi najslabšo neko oceno za to literaturo dobili, ker nismo šli po temu nekem srednješolskem vzorcu, da je točno napisan, kaj morajo prebrati, kaj morajo vedeti, kaj morajo znati, a ne. Da smo jim pač dali proste roke in rekli, evo, sami se naučite tisto, kar vam paše, a ne. Načeloma slikarju tudi ne rečeš, uporabi ta čopič, uporabi to barvo, a ne, ampak mu pač rečeš, znajte, nariši neki. Zato tudi pravim, smo na fakulteti in morajo oni študirati svoje stvari, a ne. Ja, v bistvu, če še jaz malo skočim, ker imam pa recimo podoben problem pri programiranju, ne? Vse je isto. Spet daš neke osnove, jih probaš usmeriti v prava smer, potem pa rečeš tamle Google oziroma internet in da gor se piše, ne? Je pa se pa strinjam v bistvu, da je to zelo hitro študenti razumejo kot ali nič jim ne pomagaš, vse se moramo sami naučiti, nobene literature nimamo, kako naj sploh vemo, kaj hočeš, ne? Ali pa v bistvu rečejo, vse nam nič ni treba vedeti, ne? Vse ni nič tako povedal na vajah ali pa predavanjih, bomo samo tisto naredili, kar smo tam pač delali, ne? Tako da je res, se mi zdi, da skozi leta, zadnja leta, vedno manj tega dejansko študijskega pristopa, kjer bi ti študenti res dali nekaj od sebe sami. In jih je treba tako za roko peljati od teme do teme in vmes povedati, zakaj je bilo to kakorkoli povezano lahko. No, ampak če gremo zdaj od naših travm z študenti nazaj na BIM, mene zanima, Lorenc, glede na to, da se vsak gradbeni proces nekje začne z arhitektom, pa na koncu tudi konča, bi morali v bistvu prav arhitekti biti tisti, ki bi bili pobudniki uporabe tega BIM pristopa in BIM programov in BIM modelov, pa zdaj iz tvojih odgovorov vidimo, da tema pač ni čist tak, ne? Pa se kaj spreminja v tej smeri na arhitekturi ali bo še nekaj časa vse minilo? Ker zdaj se mi zdi, da smo na gradbeništvu malenkost pred vami, no, kar se BIM-a tiče. Ja, bi se kar strinjal, no. Vse premikajo stvari, zelo, a ne. Predvsem tudi zdaj s tem ne več toliko zelo novim zakonom o starosti profesorjev. Smo precej kadra zamenjali, ampak kakor pravim, pač naša fakulteta bolj temelji na nekih principih učenja, kakor pa na samih tehnologijah, a ne. Pa poskušam uvajati čim bolj BIM-a, a ne. Je tudi veliko že nekih predmetov, kjer se v bistvu tudi kakšna statika ali pa, kakor sem rekel, predstavitvene tehnike, kjer se že prav del programa je ali pa ne vem, par dodatnih pik dobijo pri izpitu, če kakšen ArchiCAD ali pa Revit uporabljajo. Tako da počasi se premika, no. Pa tudi ZAPS je zdaj sodeluje s tem BIM-boxom, a ne, tudi oni bojo počasi imeli vse te javne razpise prek BIM-a, tako da počasi bo, no, koliko hiter je pa načeloma na nas odvisno, no, tako da čim hitrejši, ali kaj. Ne, sej v bistvu moram reči, da takole, ko govoriš, pa kakor si povedal, sej ne vem, kaj boljš, ne, v bistvu, ali pričakovati, da študenti z fakultete pridajo do konca formirani in v bistvu, da imajo vsaj občutek, da veliko vajo, ali pa, da recimo predvidevam tako kot na arhitekturi, da sicer veliko vajo, ampak predvsem vajo o tem, kako sami sebe nekaj naučiti oziroma kje kaj poiskati in kako razmišljati. Pa pol sicer najbrž traja nekaj časa, da dejansko usvojijo neka dodatna tehnična znanja ali pa takšne bolj podrobne stvari, zato da lahko na nekih takšnih bolj konkretnih, večjih projektih delajo.
Tako da to je bolj ugotavljanje, bolj na glas razmišljanje, kot pa kakršnokoli vprašanje. Ampak, Lorenz, ena zadeva me ponovadi vedno muči. Zdaj ne vem točno, kakšne so številke na arhitekturi, koliko študentov se sprejme na leto. Imaš kaj občutka, v bistvu, koliko teh študentov dejansko dobi delo v nekih arhitekturnih birojih, pač koliko dejansko v svojem poklicu na koncu te študenti delajo? Samo tako na zelo na približen. Ja, to zelo na približen. Načeloma jih sprejmemo 133 redno na leto. Pol so pa tukaj zraven še razni Erasmovci, pa Hrvatje, pa podobno. Tako da, ampak ven polka pa pridejo v arhitekturi v Sloveniji zelo malo. V bistvu mi je tudi to fajn na našem študiju, no, da ti da nek širši spekter. No, v bistvu, da arhitekt ni nujno, da dela dejansko v nekem gradbeništvu, ampak lahko tudi v nekem oblikovanju, ali nekih revij, katalogov, ali nekih predmetov manjših, ali pač čemarkoli, ali pa prav na gradbišču tudi kakšni probajo, kot smo slišali. Drugače pa tujina, zelo veliki gre to tujino delati. Ok, jaz to moram vprašati. Kje ste dobili številko 133? Ja, do zdaj je bilo, mislim, do par let nazaj je bilo 120, pa so jih pa za 13 še povečali. To je po moje bolj kakšnega računovodkinjo moraš vprašati, kakor pa mene, no. To so neki globaki izračuni. Tam ste 13 dodatnih stolov noter dali v učilnico, ne? Kaj bi jih vsaj. Ki imajo vsi po 13. Ja, ampak, veš kaj, zdaj, ko smo že pri študentih, pa pri teh številkah, resno vprašanje. Koliko študentov dejansko redno hodi na vsa predavanja? Recimo tudi pri tem tvojem predmetu oziroma pri predmetu, kar se deluješ. Skozi manj. Mislim, ja, se tudi vedno manj, no. Kar je kar precej problem. Imamo zdaj razne ukane, sicer, oziroma, kakor jaz vem, je pri Boloncu tudi neka obvezna prisotnost. Res je, 80% ne bi bilo, to je najbrž samo na papirju. Ja, mislim, meni se pa tudi zdi kar malo ponižujoče, no, da bi jih kaj eno živino tam po skeneru, ko noter pridejo. Se mi zdi, da je bolj na nekem pedagogu, da zagotovi, da imajo študentje veselje priti na njegova predavanja, da neko znanje dejansko uporabno dobijo tam. Je pa res, da je naš študij pač precej razdrobljen, pa tudi študentje se spreminjajo, no, oziroma so pač nimajo več toliko volje do nekega rednega dela. No. Vse pričakujejo, da je na internetu, da bojo vsa predavanja snemana in da bojo pač nekoč kaj en YouTube pogledali tam čist približen 2 minute pa pol zaprli. Tako da mi se saj nekako v našem predmetu trudimo, da so predavanja povezana z vajami. Vaje so pa pol direktno izhodišče za domače naloge. Domače naloge so pa pol pogoj za pristop k izpitu, tako da je vse neka taka integralna celota, katero mora pač obiskovati. Ja, sej med težo vprašanje je bilo verjetno pa tudi v tem smislu, če se to kaj odraža pa na resnosti, ne? Ker ko pride na izpita dejansko vejo, kaj se dogaja, ali je to čist prosto po študentih. Vaš ekstreme v eno in drugo smer. Mislim, pri našem predmetu je še sploh zabavno, ker v bistvu je izpit pol splošno znanje iz računalništva. Kar za nas tri recimo so bolj tako vprašanja histerično smešna. Recimo damo neko slikco gor, pa vprašamo, je to JPG, je to GIF, ali pa neke barve, pa je to RGB, je to CMYK. Pa take zadeve, pa kaj je to PDF, pač nekaj bolj osnovnih ne bi mogli dati, samo za neko
Facebook generacijo, so pa to zelo problematično vprašanje. No. Mene bi pa zanimalo, kakšne odgovore bi dobil, če bi dal na izpit vprašanje, kaj je BIM? Vse je vprašanje, oziroma je screenshot pač nekega programa in je spodaj pač zaobkrožata je to kaj, da je to BIM, je to kaj, ne? Pa so načeloma več ali manj isti slabi rezultati, kot pri kakšnih drugih vprašanjih. Ampak zdaj, če sklepam iz tega, pa v bistvu jim vi za izpit pripravite slikanico. Ja, več ali manj. Ja, mislim, da pri našem predmetu je bolj, se gre, da pol vse te domače vaje, ki jih čez leto delajo, povežejo v neko predstavitev celotnega objekta, ne? Od načrtov, skic, pa pol 3D modelov, renderjev, do vsega tega. Izpit je pa pol bolj tako za neko, kakor pravim, da ti lahko zviša ali pa zniža oceno neko splošno znanje v računalništvu, v neki računalniški teoriji zadnji, ki poganja vse te programe, ki se jih čez leto uporablja. Ker pač ni poudarek tukaj na digitalni tehnologiji, ne, ampak je bolj na izdelavi projekta z digitalnimi orodji. No, jaz predlagam eno vprašanje za naslednji izpit, kaj je BIM, je to proces ali model? Ti boš pa to izpitno vprašanje imel na koncu. Ja, lej. Sam veš kaj, problem je v tem, da se bo pol nekdo skliceval na tale hitro vprašanje in bo rekel, da lahko odgovori karkoli, ne? Ne bo mogel kar tega vedeti, da imam jaz pravilno odgovor. Ja, če imamo zdaj že management, pa filozofijo, pa te stvari, skratka, lahko je karkoli. No, pustimo to za na konc. Skratka, mislim, da smo že od začetka malo odprli vprašanje tudi okoli BIM-boxa. Ne, Lorenz, povej, kaj sploh to je? Ja, to je v bistvu pač neka interdisciplinarna delavnica, kjer ne bi sodelovali, kjer sodelujejo mešane skupine študentov, da v bistvu sproducirajo neko stavbo za uporabo BIM orodij, ne? Se pravi od začetka do konca naj bi BIM uporabljen. Zadeva v bistvu si sami izberejo, kjer program. Smo v navezavi z podjetji, ki prodajajo te programe v Sloveniji in oni nudijo pol inštrukcije. Tako da po eni strani imajo nek tečaj BIM orodij po izbiri, po drugi strani je pa pol neka arhitekturna zasnova samega objekta. To, če prav razumem, je bil lansko leto, se pravi 2016, je bil prvič ta zadeva izvedena. Kakšne so pač recimo izkušnje tega prvega leta? Ja, da moramo predvsem bolj poudariti, da se to z BIM-om dela, oziroma da je predvsem na tem, da se tudi končni rezultat bolj v IFC obliki pogleda, kakor pa z nekimi plakati oziroma z neko predstavitvijo samega projekta. Zato, da se nekako ceni to tehnično znanje obvladanja BIM-a in pa se pogleda tudi v bistvu z Apsom sodelujemo, da bojo oni videli, kako se pregleduje same take datoteke, da bojo oni tudi bolj pripravljeni na to, ko pride. Pa te skupine, nekaj sem gledal vašo stran na Facebooku, pa mislim, da so prijave že zaključene, razen če bi kakšna skupina želela Allplan uporabljati. Se motim? To je bilo lansko leto. To je bila lanska stran? Ja, letošnja še ni, oziroma je že gor, ampak bom danes vse reklame vendal. Ja, lanska je bila v bistvu z Allplan majčken šepa na slovenskem trgu, no. Tako da za Revit pa Archicad so se vsi prijavili, oziroma se jih je veliko prijavili, za Allplan smo jih mogli pa malo spodbujati. No, mi da smo imeli letos že gosta, ne letos lani, v prvi sezoni bom tako rekel, gosta, ki je zdaj spet po novem zastopnik za Allplan, da mislim, da se zdaj malo bolj to premika
da so malo bolj aktivni in upam, da bo tudi ta skupina zastopana, ker dejansko se res večino pojavljata samo Archicad pa Revit, pa je morda Allplan malo pokrivem zapostavljen. Pa me to zanima, zdaj, ko bo šli vsi materiali ven, pa te skupine, a kaj promovirate multidisciplinarnost, pa da bi se kaj več pojavil, a ste imeli kaj lani že iz drugih panog v skupinah? Lani je bil bolj pilotni projekt, kot da nismo toliko zelo. Mislim, smo na nekih drugih projektih ugotovili, da je to zelo koristno. Interdisciplinarnost, letos smo pa kar rekli, da je v bistvu obvezno, mora v vsaki skupini biti arhitekt, gradbenik in pa strojnik. Tako da, če bojo skupine, ki ne bojo imeli vsega tega trojega, pač ne bojo mogli sodelovati na sami delavnici. To ste pa zaostrili kriterije. Ja. Pa se ta... Aha, prosti krpe. Ja, škoda se mi zdi, no, ker če napišem, da je to opcijsko oziroma da predlagamo, se mi zdi, da bojo pač skupine po fakultetah se ustvarile in samo v arhitekti, samo gradbeniki ali pa samo strojniki bodo nastopili in pač smo izgubili nek pomen. Ne, se vsekakor strinjam. Me pa zanima, imate tudi formalno rešeno, se to dela v okviru kakega predmeta na arhitekturi ali je to pa čist izven to delavnice? Ne, to je čist izven, kakor sem rekel, niti ni nobenega tazga predmeta, okrog katerega bi se to dala, ne? Tako da v bistvu BIM je zaenkrat bolj obšolska, oziroma nimamo niti nobenega predmeta, ker se dejansko z nekimi programi tako ukvarjajo, kot se ta delavnica. Tako da to je bolj obšolsko. In v bistvu, mogoče če se na lansko leto vrnem, glede samih projektov, kaj so si te študenti zamislili, tako nekako v parih besedah, kaj večjega, kaj manjšega? Zelo različne. Ne? Načeloma smo imeli tamle nasprot Špice lokacijo. Ena, ki je zelo izstopala, mislim, en kup jih je bilo pač neki bungalovi, kar je lepo preprosto za narisati. So pa eni recimo imeli idejo, da bi cel polotokrat taka tovarna 3D oziroma nek ogromen 3D printer, kjer si ti v bistvu zasnuješ hišo doma, jo pošleš vnaprej in ti jo vnaprej sprinta in ko prideš tja, v bistvu živiš v njej. Ena je bila taka zanimiva, pa so bile recimo tudi neki plavajoči splavi po Ljubljanici, da bi bile to same sobe, je bilo zelo raznoliko, no? Zelo taki pisane ideje smo dobili ven. Kako pa za letos gleda? Se že ve, kje je lokacija? Ja, letos je pa doživetje na Krvavcu in je v bistvu pač ne Brunarice, ne bi bilo nekako izhodišče. Se pravi, da pogledaš neke kvalitete tam, ki že obstajajo in jih v bistvu samo z neko arhitekturno infrastrukturo ojačaš oziroma poudariš, pa da se študenti ne ujamejo zdaj, to je Krvavc, to je neka alpska gradna, neka lesena hišica, tja za postaviti majhna okna, pa da je toplo noter, pa gremo naprej. Zanimivo. Zdaj, Robi, sam še eno vprašanje, glih sem hotel še vprašati v bistvu, a lahko sam še, Lorenc, v parih stavkih v bistvu, ko zadeva sploh poteka, v smislu, kdaj se začne, koliko časa imajo študenti, da to naredijo, kako je s predstavitvami in podobnimi stvarmi. Ker bo tele BIM pogovori bo ravno nekje v času pač prijavljanja ali pa začetka tega BIM boxa bojo odzuni, tako da je mogoče še kdo od poslušalcev, ki ga kakšna ta stvar interesira, ima še zmeraj čas, da se prijavi in da se deluje na tem BIM boxu. Ja, z veseljem. Smo veseli kogarkoli. Potekalo bo pa, začnemo takoj z drugim semestrom. Prav prvi teden oziroma zadnji teden februarja je to.
Potekala bo nekje čez cel marec. Načeloma bodo vsak teden arhitekturne korekture in pa ta tečaj programa, plus neko predavanje enega zunanjega predavatelja, to pa ali bo kakšen gradbenik, ali bojo strojnik, tudi enega ekonomista bomo povabili, da bo v bistvu pač neko svoje videnje trženja smučišč predstavil. Tako da nekako teli 3 sklopi bodo. Pol bo pa v začetku aprila bomo pa oznanili zmagovalce. Aha, se pravi, bo trajal kar kak slab mesec. Ja, nekaj takega, ja. Ja, super, v bistvu to za študente se mi zdi bi bila zelo pozitivna izkušnja, ne, da bi se sodelovali na nečem takem, čeprav imajo najbrž precej dela, še posebej, če imajo predavanje in vaje razpotegnjene čez cel dan, ampak mislim, da se splača malo potruditi in pa čem takem sodelovati, tako da dobijo pogled še v kaj drugega, kot pa samo v nek svoj študij. Zato je tudi na začetku semestra, ker načeloma še nimajo toliko zelo veliko dela. No. Pa pred majskimi igrami. Ja, to jaz vedno opažam, v bistvu, da po 1. maju to strmoglavi obisk študentov na predavanjih in vajah. Poznan še vsi čakajo, da je to začetek junija, da je konc vsega in da se začne izpiti. Robi, si imel še kaj za vprašati slučajno, prej, da sem te prekinil? Ne, sem že pozabil poročiti že. Ni bilo tako nujno. Dobar. Jaz bi pol predlagal, da recimo s tem zaključimo ta del in gremo na priporočila. A sta slučajno uspela kaj se spomniti? Lorenz, kaj bi bilo za predlagati? Če ni, ja, mislim, da mogoče, saj ne vem, najbrž je že bilo, ampak Autodeskov, zdaj ne, da sem pristranski ali pa kaj, sam na YouTubeu ima zelo zanimiv kanal, ker se ne gre v bistvu samo za neke njihove proizvode, ampak se gre v bistvu za vso to interdisciplinarnost in vzdržno arhitekturo. En lep primer je, kažejo tam v Vietnamu, kako v bistvu kmetovalce osvobajajo teh bencinskih generatorjev za vodne črpalke in menjajo za fotovoltaiko, ki ima vzdrževanje, manj obremenitev okolja, manj stroškov. Imajo in kup enih takih zelo zanimivih kratkih videih. No. Tako da mogoče bi kaj takega priporočil. To je ta YouTube kanal od Autodeska, če sem prav razumel. Ja. Okay. Ja. Ok, super priporočila, bomo polinkali. Robi? Jaz danes ga spet nimam, zato ker nisem nič zasledil tega zanimivega iz BIM sveta, druga pa jaz običajno ne priporočam. Ne dvomim pa, da ima Matej spet kakšno audio knjigo. Kako si uganil? A mogoče zapiske že vnaprej bereš? Ja, knjigo imam. To je pa en Guy Kawasaki napisal, mogoče ste slišali za njega, to je bil evangelist pri Apple dolgo časa. No in knjiga je The Art of the Start 2.0, skratka to je bolj manj druga verzija njegove knjige, ki je napisal pred leti, tako da je zelo zanimivo branje za vse tiste, ki tudi predvsem za študente, ki skratka knjiga nekako daje napotke, kako zelo praktične, kako karkoli začeti. Od startupov takšnih tehnoloških, ki si jih mi ponavadi predstavljamo, pa do nekih novih produktov v večjih organizacijah. Skratka, zelo zanimiva knjiga. No? Ok. Pomemben del se bliža, Lorenz, in to so hitre vprašanja. Skratka, BIM programska oprema. Kaj uporabljaš? To z besedo moram zdaj odgovoriti, ali lahko za filozofiram? Lahko za filozofiraš najprej, ampak pomoč z eno besedo odgovoriti. Konkurenca. No, se mi zdi brez veze, da se osredotočamo na neke določene proizvode in da ne vsak uporablja neko orodje, ki njemu paše.
Recimo ArchiCAD je zelo hiter za ovladati, zelo hiter se kaj naredi. V Revitu je malo težje za naučiti, ampak je pa veliko bolj globoko oziroma in kupenih več opcij imaš. Tako da ne vem, načeloma jaz bom bolj Revit uporabljal, ker sem navajen na Maxa, na 3D Max in se nekako malo bolj povezuje, tako da sem nekako ujet v ta ekosistem, nažalost. Ja, čisto lepo si odgovoril, sem napisal Revit, načeloma se tako, to je bolj za hec, ne. Vse pa vidi iz unga grafa, da dejansko, da Revit pa ArchiCAD nekako sta tista dva, ki sta najbolj zastopana. Je pa jasno vzorc pač vprašanjih zelo majhen, tako da ne bom nadsodil v globalo, kam gremo. Ne? Ja. No, potem je drugo vprašanje, tisto najbolj pomembno, je, kako ti razumeš BIM, a to razumeš kot model, proces, mogoče kaj 3., 4., 5., 10. Kaj boš rekel? Jaz načeloma kot oboje, ali kaj, oziroma pač sta dve ločene zadeve, mislim ne ločene, ampak dve različne besedne zveze sta, oziroma dva pomena, ne? Ampak kot proces se mi zdi zelo fajn, ker v bistvu pač, oziroma se bomo sredotočili najprej na model, ker ne bi bil, fajn je, ker je v bistvu ta virtualni, ker je model v nekem virtualnem svetu, ne? Ker če imamo mi neko stavbo, kakor smo zdaj navajeni prek nekih 2D načrtov, si pol vsi to stavbo predstavljamo v tem mentalnem prostoru, ne, in si vsak nekako to drugače predstavlja. Kot recimo, če zdaj rečem jabolko, ne, si vsak izmed nas treh zdaj čisto neko drugo jabolko predstavlja, nekdo rdeče, nekdo zeleno, nekdo gnilo, ne. Je pa zelo fajn, da pa pol v bistvu pri temu BIM-u dobiš neko konkretno vizualizacijo, okoli katere se vsi lahko zberemo od gradbenika do vzdrževalca na koncu, ne? In vsi točno vemo, o čem se pogovarjamo. Tako da kot model, kot neke virtualne stavbe, ampak pa tudi kot proces v bistvu od začetka do pol življenjske dobe same stavbe, da je vse lepo integrirano noter. Če sem približen. Ja, ampak kaj ne napišem? Kaj ne napišem zdaj? Nimaš dveh odgovorov, kviska ne moreš vložiti, tako da lej. To je čisto črno-belo. Ja ne, sam pač Building Information Model je model, modeling je pa modeling, a ne, pač tukaj sta kratico uporabljajo, zdaj ne vem, kako se konča, ne, pač. Ja, sej to je poanta. To pa tebe sprašujem, ne? Dajmo reči kar proces, polno. Sej sem že napisal vnaprej, ne, tako da to je jasno. Bom preživel tudi ta šok. No in še zadnje. To je še šok po tokem času. Malej, sej bolj manj zdaj že vse tako mlačen, tako da sem se že sprijaznil s tem. Vsake toliko časa me kdo reče, pa reče filozofija, pa management, pa te stvari, ampak dobro, tudi v redu. OpenBIM. Definitivno. Pač neki standardi za same proizvode, ampak programsko oprema oziroma orodja pa pač ne bo vsak tist, kar jih hoče. Oziroma, kjer mu je ljubše delati. Ok, se strinjava, mislim, da kar oba dva s tem odgovorom. Kaj, imamo še kaj za doreči? Smo? Ne, jaz Lovrenc ni tako direktno povabil, pa jaz povabil vse na BIMbox, predvsem študente. Upam, da se bo res brati čim več skupin, pa da bomo lahko naslednje leto, pa mogoče še prej poročali o BIMboxu 2 kot o velikem uspehu. To pa definitivno. Super, Lovrenc, kje te poslušalci lahko najdejo? Mislim, načeloma na mailu, na Facebooku, grem povsod Lovrenc Košinina, na mailu daš pikco vmes, pa Gmaila, pa je fan na koncu. Ok.
Ni treba pikce, da bi te še nekaj naučil. Na Google delajo maili s pikcami ali brez. Lahko daš 10 pikc noter, pa boš vsem dobil. Ja, ni tako zdaj že, da sam email pišeš, pa že on kar najde po adresadi. Sem danes probal, pa ni hotel. Ne, mislim, da samo pike spušča. Ok, cool. Skratka, to so čisto zmešali so in pol jaz včasih gledam, kad mi nekdo pošle, pa pride naslov matevždolenc@gmail.com brez one pike vmes. Rečem, pa kje je to, kako to sploh dela? Kako sem jaz ta naslov, kako sem sploh to pošto dobil? Tako da... To je by design, veš. Ja, sej, ja. It's not a bug. Ok, Robi, povej, kako pa tebe poslušalce kaj dobijo. Ja, najbolj dopišejo v Google Robert Klinc, pa mislim, da bo vedel, kdo sem jaz. Odlično. Zame najlažji matevždolenc.com, tako da BIM pogovori podcast so pa na spletu, Facebooku in Twitterju. Mislim, da smo pri koncu te oddaje BIM pogovori, kjer smo gostili Lovrenca. Lovrenc in Robi, adijo. Adijo. Adijo.